se bomo kmetje končno povezali in prevzeli vodenje slovenskega in evropskega kmetijstva. Zakaj se zahteve kmetov obravnavajo bolj resno le takrat, ko se pričnejo priprave na proteste? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Slovensko kmetijstvo ima izjemen potencial, katerega v zadnjih letih aktualna politika oziroma politične odločitve niso usmerile v večjo razvojno naravnanost in graditvi povezovalne zgodbe v celotni vertikalni strukturi kmetijske proizvodnje, pridelave, predelave in v nadaljevanju uspešnega trženja. Glede na dogajanja v zadnjih mesecih, ob obravnavi strateškega načrta za obdobje 2023-2027, ko se srečujemo s ključnimi izzivi in v bistvu krojimo prihodnost kmetijstva in oskrbe naroda s hrano, lahko še enkrat znova potrdimo dejstvo, da smo predstavniki kmetov in drugi strokovnjaki z področja kmetijstva strani političnih predstavnikov običajno povabljeni k sodelovanju le zaradi boljšega vtisa. Kajti, ko je potrebno konkretno sprejeti odgovorne odločitve, so le te običajno v nasprotju s predlogi strani kmetov in predhodnimi obljubami. Vsekakor je pomembno, da so bile številne teme, ki so v različnih fazah priprave strateškega načrta 2023-2027 obravnavane temeljito, podprte številnimi strokovnimi podlagami, ki pa v realnem življenju ne dosežejo končnega cilja. Če se modeli ne obravnavajo celostno oziroma simulirajo na načine, ki bodo kasneje potekali v realnem življenju in po principu, katerih mora funkcionirati vertikalna povezovalna veriga od kmeta, zadruge, živilsko-predelovalne industrije, trgovske verige do potrošnika. Glede na to, da so bili podani predlogi strani Slovenske kmečke zveze in poenotenjem Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, torej organizacij, ki združujeta največje število kmetov, strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih kmetijstva, kot tudi zadruge in živilsko-predelovalne industrije, je velika poguba za slovensko kmetijstvo, da se ne spodbuja intenzivnejši razvoj slovenskega kmetijstva. Šele, ko ključni predstavniki politike v vladi in na ministrstvu spoznajo, da se bo zaradi neupoštevanja zahtev in za izboljšanje alarmantnih razmer v kmetijstvu, na katere smo opozarjali več mesecev, protest dejansko zgodil in ohromil del Slovenije, se zgodijo resni premiki in sestanki za skupno mizo s predstavniki vlade in ministrstva. Naš cilj je tudi bil, da se je ministrstvu za kmetijstvo in vladi pomagalo, da je vlada po letih zapostavljanja prepoznala pomen kmetijstva, samooskrbe, lokalne predelave, mladih kmetov in povečanja konkurenčnosti kmetijstva. Zagotovljena sredstva v višini 310 milijonov so realno le majhen obliž na izjemno krute razmere, v katerih se je znašlo na tisoče kmetij, tudi velikih, še posebej pa srednje velikih in majhnih kmetij, ki bi ob ustrezni kmetijski politiki imele možnost preživetja, razvoja in tržne predelave hrane. Kmetice in kmetje, poskrbimo, da z močno povezanostjo naredimo v naslednjih mesecih prave korake, da bomo lahko kmetje, parlamentu in vladi odločali o prihodnosti slovenskega kmetijstva. Le tako lahko zagotovimo slovenskemu kmetu in podeželju perspektivno prihodnost. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.